Slovensko novinarstvo ni prav nič bolj v krizi, kot je vse drugo na Slovenskem, pa v Evropi in na tem belem svetu, razen morda v tistih deželah, ki so to krizo sprožile in med tistimi lastniki kapitala, ki so jo hoteli tako, kot je. Novinarstvo bo seveda preživelo, kot je preživelo že veliko kriz. Hudo je ta čas mladim generacijam, ki seveda trpijo, ker nimajo službe, ker nimajo nobenih perspektiv, ker tudi nimajo nikogar, ki bi se z njimi ukvarjal kot mentor. Vendarle se mi lahko pohvalimo s tem, da smo živeli tako rekoč v zlatih časih, čeprav smo bili neskončno kritični in smo ves čas čakali, da bo napočil trenutek, kakršen je sedanji. Samo vedeli nismo, da bo tak, kot je. Torej, bolj kot te krize, ki so krize politikov, politikantov in lastnikov medijev, ki ne vedo, kaj bi z nami, me skrbi tudi, kaj je z nami, novinarji samimi. Zakaj dovolimo politikom, politikantom in lastnikom medijev, da pritisnejo na nas tako zelo, da potem pišemo o arestantih, da pišemo recimo o poplavah na poplavnih območjih, ki so pač vedno bile in vedno bodo, in da se tolčemo med seboj, namesto da bi pisali o vsem, kar se hudega in v resnici dogaja, o tovarnah, ki se medtem zapirajo, ko so eni v arestu in so drugi v poplavnih območjih v vodi. In enostavno ne znamo najti prave, zdrave pameti za to, da se ne bi pustili vsakemu, ki misli, da nas tako vleče za nos.